Nerina Kocijančič, lepo pozdravljeni, kako ste? Pa kar v redu, moram reči. Jutri se otvarja Tržaški filmski festival, pozabila sem že, katera edicija, ampak vas je doletela čast, da pripravite kot filmska kuratorka program Divjih vrtnic. Gre za program, ki je posvečen evropskim avtoricam, torej evropskim režiserkam, in letos so to Slovenke. Ja, to sem si želela že kakšno leto prej, sploh ker imamo film ženske režiserke, ki je zelo uspešen. To je seveda film Urške Đukić, Kaj ti je deklica, in se mi zdi fino, da se to dogaja ravno v tem letu. Vas je to gotovo še dodatno razveselilo, ker kot vas spremljam, vi res bdite nad slovenskim filmom že kar dolgo časa. Ja, lahko bi rekla, da že kar dolgo časa. Tem se reče, da so tako imenovani veterani, veteranke. Imaš kar nekaj izkušenj, neko znanje, ki ga lahko potem predaš tudi naprej. V tej sekciji Divje vrtnice smo že doživeli avtorice iz Poljske, potem iz Gruzije, Ukrajine, Nemčije in iz Srbije, no in zdaj Slovenke. In vsaka taka sekcija, ne glede na festival, ima neko svojo logiko in me zanima, kako ste se vi odločali, glede na ta celosten repertoar, če tako rečem. Tako se mi je zdelo pomembno, da prikažemo filme dveh prvih, tudi veterank, zdaj bi lahko rekli Maje Weiss in Hane Slak. Za njima je bila neka praznina, ki jo je najprej zapolnila Sonja Prosenc, in potem po letu 2018 pa so sledile ženske, kar tako kot ekipa bi lahko rekli, ne, se pravi Sara Kern, Urša Menart, Urša Đukić, In še mlajše. In še mlajše, ja. Bi lahko rekli, da se je res pojavil slovenski ženski glas. Zdaj o tem glasu lahko govorimo, da ga imamo. Tukaj zdaj govorimo o različnih generacijah. Kaj ste opažali, ko ste delali selekcijo? Ker nekatere avtorice imajo tudi po 2 filma. Ja, je bilo izhodišče, to je tudi festival zanimalo, da so to filmi, ki so bili precej uspešni že prej na festivalih. Imamo Saro Kern, ki je bila v Berlinu. Urša Menart predtem ni bila v Trstu še na sporedu, pa se mi zdi, da je to dobra priložnost, da tudi Urša Menart s svojim prvencem pride na Tržaški filmski festival. Potem imamo tukaj tudi dokumentarna filma Maje Pretnar Duhovnica, pa V tišini življenja Nine Blažin, ki sta bila predtem v tekmovalnem programu v Torinu pred 2 letoma in bosta zdaj prvič prikazana v Trstu. Kaj imamo še? Tudi na primer dokumentarni film Telo, Petre Seliškar, bo prvič prikazan na festivalu v Trstu. Imel je 2 projekciji preko Kinoateljeja na Goriškem, ampak to bo pa prva festivalska projekcija. No, teh zgodb je veliko, ampak vi v katalogu k festivalu pišete in izpostavljate ženski dokumentarni pogled. Ja, izpostavila sem ženski dokumentarni pogled tudi zato, ker so se naenkrat pojavili zelo zanimivi filmi, ki so bili tudi uspešno predstavljeni v tujini, ker predtem smo imeli samo Petro Seliškar, edino dokumentaristko. Zdaj pa so se na primer pojavile kar 3, ne, Maja Pretnar, Maja Doroteja Prelog, Nina Blažin, tako da to je kar neka močna tudi dokumentarna avtorska ekipa. Čem so te avtorice tako posebne? Kakšni so njihovi izzivi oziroma te zgodbe ali pa junaki? Dokumentarne avtorice so posebno v tem, da so zelo potrpežljive, ker ravno pri dokumentarnem filmu ti moraš biti potrpežljiv, ker imaš svojega glavnega junaka, ga moraš spremljati. Nekaj let lahko. Ja, to lahko traja tudi nekaj let. Ravno pri Duhovnici je zelo zanimiv ženski lik, to je bilo res nekaj posebnega, ne, takih filmov ni veliko tudi v svetu, ne. Zelo zanimiva tema, ki je zahtevala tudi potrpežljivost, ki je mogoče na koncu malo zmanjkala, ampak zmanjkala pa je predvsem zaradi finančnih sredstev, ne, to je na žalost ta problem. No, to je problem, ki se dotika te vrste filmov, ne večkrat, ne. Seveda, ker toliko traja itak, ne. Ampak, ko govorimo o teh avtoricah, katere imajo, ko smo že rekli, tudi drugi film, torej kratki film, Srečno orlo, Sare Kern, ne, Raj, Sonje Prosenc, Sestre od Kukle, ne, in pa Urška Đukić, lani in letos najbolj uspešna slovenska režiserka, Babičino seksualno življenje, ki je s svojimi kolegi dosegala res vidne mednarodne uspehe, ne. Uvrstili ste tudi animirane filme.
Ja, seveda, ker Špela Čadež je definitivno zelo močna evropska avtorica na področju animacije. To, če imaš ti že retrospektivo, kar se je Špeli Čadež že zgodilo, da so na festivalu v Bergamu že pripravili retrospektivo Špele Čadež. Njenih filmov, ja. Tukaj je tudi film Barbare Zemljič, Kako sem se naučila obešati perilo, ne? Ja, ta je tudi že bil predstavljen v Trstu, je pa bil predstavljen na filmskem festivalu v Sarajevu in je bil tudi med filmi, ki so kandidirali za nominacijo. Se pravi, da je sledil nekako zgledu Babičino seksualno življenje Urške Džukić, samo na koncu se žal ni uvrstil med 5 nominirancev, ampak uvrstil se je pa na ta širši spisek filmov. Na festivalu, torej Tržaškem filmskem festivalu, namenjajo veliko pozornost tudi kratkim filmom, ne? To je kar močna sekcija za svojo žirijo in tako dalje, ne? Saj letos imamo film iz Goriške šole, ki je nastal na tej šoli. Predtem je bil prikazan v Portorožu na festivalu. Ampak slovenski filmi bodo prisotni tudi v drugih kategorijah, ne samo zdaj, ko govorimo o Divjih vrtnicah in tako dalje. Tu je animirani celovečerni film Zgodbe iz čarobnega vrta. Zakaj ga omenjamo? Zato, ker je eden, ki ima nominacijo. Eden, ki ima nominacijo zdaj na podelitvi evropskih filmskih nagrad, ne? In te nagrade bodo podelili torej en dan po odprtju Tržaškega, torej vse v primežu filma, tam bodo slovenski filmi in tudi filmi, ki bodo prikazani tudi v Trstu. Govorimo zdaj o Vrtu čarobnem, pa Urški. Pa ja, Urškim film bo tudi v Trstu, držim pesti, da bi lahko zmagal. Potem pa ne vem, kaj v bistvu prinaša program, ki nosi naslov Izven okvirjev. Izven okvirjev je program, kjer bodo predstavljena 2 slovenska filma. Ja, predstavljen bo film Žige Virca Zemljokrast. To je prvi neodvisni slovenski film, ki je nastal brez finančne podpore države oziroma Slovenskega filmskega centra, da je zanimiv tudi za filmske festivale v tujini, ker premiero je imel v Cottbusu novembra in zdaj bo tudi prikazan v Trstu. To je majhen film, ki pa ima zelo dober scenarij. Tukaj mislim, da se je izkazala scenaristka Iza Strehar, seveda potem je to tudi izpeljal režiser Žiga Virca, ampak mislim, da je glavni šarm tega filma ravno scenarij. Film prihaja v distribucijo marca-aprila v kinematograf. No, neverjetno, kako so dejansko slovenski filmi prepleteni v neki širši in ožji filmski mreži, res mednarodna scena. Ta Tržaški filmski festival pa je tudi prvi in najpomembnejši italijanski dogodek. Zakaj? To je v bistvu najbolj pomemben italijanski festival, ki pokriva našo regijo, se pravi tam nekje od Kazahstana, Srednja Evropa do Nemčije. In z leti si je res pridobil velik ugled, programsko zelo dobro vodijo ta festival, tudi Anna Marija Percavasi, ustanoviteljica, zdaj pa tudi Nicoletta Romeo, kajti vedno prikažejo najboljše filme, ki so nastali v prejšnjem letu v tej regiji. Tako da edini pogoj mora biti ta, da je italijanska premiera. Se pravi, če imamo slovenski film, ki je bil v Benetkah, se pravi, ne more tekmovati, ne, če je bil že v Benetkah. Ampak, naprimer, za Urško Džukić bi lahko bila v tekmovalnem programu, ampak ker imamo tukaj italijanskega distributerja, ki se je odločil, da gre prej v distribucijo, to pač ni bilo mogoče, ampak ne glede na to bo film prikazan znotraj Divjih vrtnic. Tako da za dobre filme vedno najdejo neko pot, da jih prikažejo. Mogoče ne v tekmovalnem, ampak konec koncev, kaj ti je deklica, tega niti ne potrebuje. Naprimer, kaj ti je deklica, je zdaj to že na 3. filmskem festivalu v Italiji, ne? Podobno kot v Franciji, ko je dalo čez 8 festivalov francoskih, ne? Tako da se stvari precej spremenijo, če imamo lokalnega distributerja. Se pravi, vsi festivali potem sodelujejo z distributerjem filma v tej državi. No, ampak slovenska kinematografija prav na Tržaškem filmskem festivalu pa je prisotna že od samega začetka. Torej, prej so omenjali Anna Marijo Percavasi, ustanoviteljico. Seveda, marsikaj se je spremenilo, festival se je res pretvoril v pravo filmsko manifestacijo, niso samo filmi tam. Igra pa prav ključno vlogo za slovenski film. Seveda, za nas je bilo vedno pomembno, da so slovenski filmi prisotni na tem festivalu, tudi zato konec koncev, ker imamo slovensko manjšino
pripadniki Slovenske manjšine so bili vedno zvesti obiskovalci festivala. Spomnim se, da je fino pozdraviti v slovenskem jeziku, pa so nas včasih opozorili, kaj pa govorite angleško pa italijansko, na slovenščino pa pozabite. Ne? Tako da, kar je pomembno, da smo se zdaj odločili, ravno pri predstavitvah Divjih vrtnic, da bomo govorili v slovenščini, zraven bo italijanski prevod. Če bo nekdo, ki pač ne razume teh dveh jezikov, se bo pol na koncu naredilo nek kratek rezime v angleščini, ampak to se mi zdi res odlična ideja, ker tukaj... In to v Trstu. V Trstu. Ja. No, ampak znano je, ne, da ta festival slovenski kinematografiji ponuja več kot ostali festivali. Lahko to rečemo? Seveda, lahko rečemo. Mislim, bistveno je to, da festivali sledijo določeni kinematografiji in seveda pomembno je to, da Tržaški festival sledi vsem, kar nastane v Sloveniji in jim je do tega, da spremljajo in da tudi prikažejo. Ravno zato konec koncev Nicoletta Romeo postala tudi prijateljica slovenskega filma na zadnjem festivalu v Portorožu, ker je nekdo, ki misli, da slovenski film pripada temu festivalu. V bistvu moja ambicija zdaj kot veteranka bi morala biti na koncu to, da večina velikih festivalov, tudi srednjih, vseh festivalov, da se zanimajo za slovenski film, da napišejo svojem elektronskem sporočilu, radi bi sledili produkciji v Sloveniji. To je bistvena stvar, da ti lahko prideš do Berlina, konec koncev tudi do Kana. No, Tržaški filmski festival, kot sem že rekla, je prerasel v mnogo več, kot je samo lahko festival, ki predstavlja filme. Tukaj gre za veliko manifestacijo, ki obsega poleg filmov tudi razna srečanja, delavnice, workshope in tako dalje. Posebno mesto pa je strokovno srečanje, ko vzhod sreča zahod, when East meets West, posvečeno producentom, izdajateljem televizijskih programov, filmskim tržnicam, kaj moram še povedati, italijanskim in evropskim skladom, kamor se pa tudi uvrščajo slovenski filmski ustvarjalci, ne? In teh ni malo. To je strokovni del filmskega festivala. V zadnjih letih velja, da če filmski festival nima tudi strokovnega dela, da to ni pravi festival. Ta strokovni del v Trstu ne samo, da je nek privesek za to, da bi bil, ampak je res prerasel v zelo pomembno strokovno srečanje in marsikdo pravi, da se tukaj počuti veliko bolje kot na strokovnih delih festivalov, kot je Berlin ali Cannes, ker je tam res ogromno ljudi in vsi tečejo in nimajo časa drug za drugega. Tukaj pa vseeno se lažje srečujejo, ker res prihajajo prodajni agenti, producenti iz cele Evrope, od severa do juga. Kar je spet, lahko nadaljujem to, kar sem prej rekla, da se tukaj zanimajo za projekte iz te regije. Se pravi, če pride nekdo iz Skandinavije ali Nemčije ali Francije, pride tudi zato, ker ga zanima ta produkcija. Če pa ga mogoče do sedaj ni zanimala, pa je prišel, pa se bo mogoče potem zanimal. In tukaj so pač projekti, se pravi, filmi, ki bodo mogoče nastali. Sicer večinoma tisti filmi, ki so sprejeti v program, koprodukcijski program, ker je to res iz ogromnega števila filmov, jih je sprejetih tam, 30, se pravi, to je res zelo velika selekcija. Tudi slovenski filmi. Med njimi so tudi slovenski filmi. Sicer letos ni niti enega v tem glavnem koprodukcijskem, ampak so v drugih programih. Tukaj je ogromno delavnic, je že toliko tega, da je človek že malo izgubljen v vsem tem, ker potem imaš težave, kako slediti vsem stvarem in ker seveda vsemu ne moreš slediti, si moraš pol narediti neko prioriteto in potem jaz naprimer tu izkačem med festivalom in med tem strokovnim programom. In je včasih res malo hektično, ampak ponavadi res spoznaš ljudi, spoznaš zanimive stvari, je vredno. No, nekje sem prebrala, da v program, ki predstavlja filme v postprodukciji z italijanskimi koproducenti, pa se vrstijo tudi film Drobna ptica, ne, v produkciji december. Kaj to pomeni? To je program This is it. Tukaj uvrščeni filmi, ponavadi jih je tam nekje 10, so prikazani v gledališču Miela. To je ponavadi dopoldne. Povabljeni so razni prodajni agenti, festivalski selektori, ki si lahko pogledajo inserte iz teh filmov in potem si seveda producenti, režiserji, pa tudi jaz želimo, da so ti inserti
dobro vplivali na njihovo gledanje in da bodo imeli možnost, da jih festivali uvrstijo v svoje programe. Seveda vsi si želimo najpomembnejše festivale in držimo pesti, da bo Drobni ptici to uspelo. To je tudi prvenec. No, ampak lahko rečemo, ne, da je Trst se prav v tem času festivala pretvoril pravo filmsko mesto. Že zato, ker so lokacije zelo razvrščene, levo, desno, sever, jug, in po drugi strani pa tudi zato, ker, kot je znano in kot vemo, tisti, ki to spremljamo, ima Trst veliko kinematografov, ne. V Ljubljani jih je, lahko jih neštejemo na prste ene roke, tam pa jih je v eni ulici tudi lahko več, ne. Ja, čeprav tekmovalni program poteka v gledališču, ne? Primarno je Rossetti gledališče, ne pa filmsko. V najlepšem gledališču, ne. Je pa v bistvu noben si ne želi imeti prave kinodvorane, ker je to gledališče res fantastično. Z veliko sedeži, ne? Z veliko sedeži. Projekcije so odlične, tako da v bistvu, ne glede na to, da je to gledališče, pravzaprav filmske dvorane ne pogrešaš v tem gledališču, kar se ni tako pogosto. Ja. To je res, da je gledališče postalo kinodvorana. Taka res atraktivna, atraktivna s tem obodom, ne? Teh zvezd, ne. Ta stavba je tudi potem tako fenomenalna, ker ima zgornji in spodnji bife, ker so druženja na vseh hodnikih, ker je res festivalsko pravo atmosferično vzdušje in ker pridejo tudi tisti, ki jih zgolj zanima sam film, ki nimajo nobenega opravka s samim festivalom, ne. To se čuti, ker so dvorane polno zasedene, ne. Ja, to je pa to, da tradicija lahko zelo pomaga, kar se tiče občinstva. Vsa ta leta so res pripeljali občinstvo in pravzaprav, kar je zelo pohvalno, je, da se festival trudi, da ima tudi mlado občinstvo. Tako da to je res pomembno, da imaš mlade ljudi, ki ne gledajo karkoli že gledajo na telefonu, ampak da gledajo v takih lepih dvoranah in da to gledajo dolžine, ki so tudi čez 2 uri, ker vemo, da določeni filmi so kar dolgi. In da se film gleda v dvorani. Nerina Kocijančič, zdaj pa še tole. Vi ste poleg tega, da ste vodja promocije in distribucije Slovenskega filmskega centra, ste tudi publicistka, filmska kritičarka in kot vas jaz spremljam v številnih nekih mednarodnih filmskih odborih, imate ogromno dolžnosti in odgovornosti. Zdaj ne vem, kaj bi od vsega tega izlušila, vem pa, da ste po Trstu na poti na festival v Ameriko in to je sam Dance festival, kamor greste prvič. Ja, in to grem prvič zato, ker je to zadnja edicija tega festivala na tej originalni lokaciji, kar se drugo leto selijo. Imeli bomo 2 filma, celo enega v dokumentarnem programu tekmovalnem, drugega v igranem tekmovalnem programu. Sicer sta manjšinska, ampak kakorkoli sta tudi slovenska, kot pravimo, ne? Ker v bistvu je zraven pomembna vloga in slovenskih producentov in tudi postprodukcije, seveda naš Julij Zornik, Prešernov nagrajenec, je najboljše uho v regiji. In širše, ker prvi film pravzaprav je režiser igranega filma je Vizar Morina, to je kar etabliran kosovski režiser, ki sicer živi v Nemčiji in tudi Nemčija je glavna država. Ampak ja, zvok je pa delo našega Julija Zornika. No, jaz mu vsekakor čestitam. Vem, da sem ga pred kratkim gostila tudi prav v tem studiu, ker zdaj midve sediva. Ampak Nerina, vi ste tudi strastna publicistka, filmska kritičarka, začeli ste na Radiu Študent, pisali ste za revijo in še vedno pišete Ekran, pisali ste Francetu Štiglicu, Matjažu Klopčiču, tukaj je monografija Filip Robert Dorin, ta znameniti režiser. Tudi o Vinču Vogu Anžlovarju ste pisali. To je bil esej lansko leto za kino. No, potem je tukaj nekaj vaših sodelovanj za različne zbornike, ne. Naprimer, se spomnim, takrat sem vas tudi gostila zbornik o slovenski kinematografiji z naslovom Zmeraj znova, ne. Tukaj je še zbornik zdaj ob EPK-ju, ne, za kinoatelje, torej vaši teksti in pisanje je povsod. Kaj vas to toliko zanima še pri tem pisanju filma? Pravzaprav to je bila moja prva ljubezen. Pri filmu sem začela ravno s pisanjem na Radiu Študent, potem pa tudi takrat sem pisala za Delo, Dnevnik, tudi za te dnevne edicije, takrat, ko je bila v bistvu filmska kritika
bolj zaželena, kot je danes v časopisih, tako da sem imela tudi tukaj srečo, za razliko od zdaj mlajših kolegov, ki jih nihče ne vabi, da bi pisali za dnevne časopise redne kritike, kot je bilo takrat. Rada razmišljam o filmih, ki gledam, in potem se mi zdi, da imam kaj za napisati in za povedati. No, tukaj še revija Belle du Jour. V zadnji 2 ediciji sem zasledila tudi vašo prisotnost. In pa seveda, ne vem, ali se to zdaj spomnim dobro ali ne, za RTV ste posneli tudi dokumentarni feljton. Ja, to je bila moja ustvarjalna izkušnja, edina. Filmska, ja, to je bil dokumentarni film oziroma dokumentarni feljton, kot temu pravijo na televiziji, ker dokumentarni feljtoni niso daljši od pol ure. Takrat me zelo zanimalo, kdo so in kako živijo Kitajci v Sloveniji, pa sem našla takrat 2 družini. Eni so imeli seveda restauracijo, drugi so imeli trgovino in v bistvu ena punca mi je bila posebej zanimiva, je pa hodila tudi v osnovno šolo v Spodnji Šiški. No, in potem sem naredila portret te punce. Ne vem, v bistvu od teh anonimnih ljudi, ki sem jih videvala v poročilih, ki so jih takrat lovili na mejah, sem ugotovila, da so tukaj ljudje iz mesa in krvi, ki so taki kot mi. Nihče se ni z njimi ukvarjal, da bi jih pokazal. No, ampak želja mogoče bo še kdaj uresničena za kakšen feljton ali pa celo kakšen drugačen film, kakšen portret ali karkoli, no? Ko bo več časa, ker to res v bistvu moraš imeti čas, predvsem moraš razvijati, ne? Ni toliko to, da greš takoj snemati, se pravi, da moraš stvari pripraviti do te mere, da potem jih posnameš, ne? Bi bila nekaj, kar bi me zelo zanimalo, ja. In zdaj samo še tole. Ali lahko zaključiva takole, da je slovenski film zmeraj bolj gledan in mednarodno vedno bolj prepoznaven? Lahko zaključiva tako. Glede na rezultate, ko imamo, Belo se pere na 90, definitivno lahko rečemo, da je slovenski film gledan doma, in glede na rezultat, ki ga je pripeljala Urška Džukić s filmom Kaj ti je deklica, da je prepoznaven v tujini. Torej, od tukaj naprej si želimo čim več takih filmov in čim manj filmov, ki niso ne za domačega gledalca in ne za tujino. To je eno tako glavno priporočilo, ampak seveda ni pa to tako lahko izvedljivo v praksi. Nerina Kocijančič, hvala za pogovor. Hvala za vabilo.